Pozdravljeni. V Ormožu je v torek v okviru projekta Prostofer bil prevzem vozila, ki ga bodo vozili prostovoljci z namenom prevoze omogočiti tistim starejšim ali invalidnim osebam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov ali imajo nizke mesečne dohodke in tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, do zdravnika, banke, pošte, lekarne, trgovine in podobno. Tako občani občine Ormož lahko od 5. oktobra dalje že naročijo brezplačne prevoze na brezplačni telefonski številki 080 10 10. Z vožnjami pa se bo pričelo s ponedeljkom 10. oktobra. Projekt Prostofer je vseslovenski projekt, ki ga v sodelovanju s občinami in vozniki prostovoljci izvaja Zavod Zlata mreža z namenom starejšim znotraj neke občine omogočiti brezplačne prevoze. Ja, projekt sedaj deluje 3. leto, se pravi vozimo dobre 3 leta in pa danes je občina Ormož res lepa številka, 90. občina, ki jo priklapljamo v projekt. Se pravi takoj za Mariborom, danes tudi Ormož. Kako je zaživel projekt v teh 3 letih? Ja, lahko rečem, da odlično. Presenetil je tudi mene, vedno več prevozov je, vedno več občin se vključuje in moja želja je, da bi se nekoč v projekt Prostofer vključile vse slovenske občine. Verjetno je predvsem vprašanje zagotoviti prostovoljce. Kakšen je odziv? Tako je. Seveda, če ni prostovoljcev, je težko zagotoviti projekt Prostofer. Že sama beseda Prostofer je izpeljanka iz besede prostovoljni šofer. Ampak vidim, da v občini Ormož ne bo težav. Mislim, da jih imamo 12 ali 14 voznikov, ki so za nami, kar je super številka, tako da tudi oni pri teh prevozih ne bojo preobremenjeni, da vsak pride na vrsto enkrat do dvakrat na mesec za opraviti te prevoze. Zdaj ta projekt stane približno 800 € na mesec, to se pravi plača se najem vozila plus se pravi centrala, kam ti se pravi pokličajo, ki prevoz rabijo, to se pravi na brezplačno številko, ki jo imamo tudi na avtomobilu zapisano, 080 10 10, torej tu se najavijo. Potem ta centrala kontaktira te prostovoljne šoferje in ti potem zagotavljajo tam se pravi prevoze po dogovoru. Kakšen je bil odziv med prostovoljci, koliko jih imate? Zdaj nekako je bilo v prvem roku nekako je bil cilj zbrati vsaj 10 prostovoljcev in da so čim bolj poseljeni oziroma imajo svoje stalno bivališče čim bolj po sami občini Ormož, to se pravi, da poznajo koliko toliko sam teren, to se pravi, da če prije klic, ne vem, iz krajevne skupnosti Velika Nedelja oziroma Podgorec, da poizkusimo nekako prostovoljca zagotoviti z tiste strani, drugače pa se pravi, če pa ne morejo pač v tistem času zagotavljati, pa pač tudi drugi prostovoljci morali to delo tudi nekako zagrabiti, tako da tako smo iskali. Moram pa reči, da so tudi nas nekateri klubi kontaktirali, ko so pač slišali za ta projekt in so nekako se tudi ponudili, da bi mogoče tudi kateri igralci izmed njihovih ki so udeleženi tako in drugače njihovi klubi, da bi tudi mogoče lahko priskočili na pomoč, ko drugi prostovoljci ne bi mogli izvajati voženj. V Ormožu je trenutno za sodelovanje v projektu zainteresiranih 14 prostovoljcev. Večina so upokojenci, ki so še vedno aktivni šoferji in imajo morda več prostega časa. Z tega razloga pa se je k projektu Prostofer pridružila tudi Agencija za varnost prometa, ki k vožnji spodbuja tudi starejše voznike. Tako Javna agencija za varnost prometa je partnerica v tem projektu, ga podpiramo, saj gre tudi z roko v roko z našim projektom, ki se mu pa reče Sožitje. To je projekt za seniorje in ga na vseh teh otvoritvah, se pravi danes se v Ormož se priključuje tej mreži, mi pa predstavimo naš projekt, kajti kot vemo včasih je bil cilj morda, ko so ljudje bili starejši, da jih zaradi varnosti umaknemo z projekta. Danes so drugi časi, naš cilj je, da starejši čim dlje ostanejo izobraženi na tem področju
področju, da ostanejo aktivni. To, ko vozimo, seveda pomeni, da smo samostojni, zato je pomembno, da v okviru tega našega projekta Sožitje pač ljudi izobrazimo. Vemo, da se tudi predpisi vedno spreminjajo, treba jih je seznaniti, pa določeni zdravstveni dejavniki so, na katere je potrebno biti pazljiv. Projekt Prostofer pa je potem za tisto obdobje, ko voziti starostniki več ne morejo, hkrati pa danes z današnjimi službami mladih vemo, da je nemogoče, da bi starše vozili okrog, vsakdo si ne more privoščiti taksija, tako da res veseljem agencija je partner v tem projektu. Ob predaji avtomobila so prostovoljcem zagotovili tudi izobraževanje. Je seveda najprej teoretični del usposabljanja, zatem pa sledi tudi praktični del usposabljanja. Za nami je sodobno električno vozilo Zoe, seveda vozi se malenkost drugače, ni leve noge, da se pravi samo z desno nogo, tako da jih naučimo se pravi uporabe tega električnega vozila in pa pravilni priklop in odklop, tako da ga znajo tudi polniti. Lahko rečem iz prakse, marsikateri voznik se je potem tudi sam opogumil in se odločil kupiti tako električno vozilo. Tako da lahko rečem, smo pri Prostoferju še nekoliko tudi zeleni, ekološki. Za brezplačen prevoz se je treba naročiti vsaj 3 dni prej, in sicer na brezplačno telefonsko številko 080 10 10. Ja, naš klicni center je na voljo vsem uporabnikom občine Ormož vsak dan od ponedeljka do petka od 8 do 18 ure, kamor lahko pokličejo in naročijo svoj prevoz. Jaz jih prosim, da naj uporabniki pokličejo vsaj 3 dni vnaprej, tako da lahko rezervirajo svoj prevoz na tejle brezplačni telefonski številki, ki je za nami 080 10 10. Naša deklica pobere podatke o prevozu, potem zagotovi voznika in obvesti uporabnika, kdo bo voznik, ki pride ponj. Poglejte, krog, ki ga ponuja občina, je kar velik. Govorili smo, da naj bi šlo na eno stran lahko do bolnišnice Ptuj, Maribor, pa na drugo stran do Murske Sobote, Rakičan. Vozimo predvsem se pravi bolnišnice, zdravstvene domove, lekarne, potem pa vse ustanove javnega značaja, govorimo banka, pošta, upravna enota, center socialno delo, pa seveda je tukaj trgovina, obisk svojca, dom upokojencev in podobno. Treba razumeti, da to ni taksi služba, da se s Prostoferjem žal ne da iti v kino in gledališče, namenjen pa je predvsem tistim ljudem, veste, ki ne vozijo sami, nimajo svojcev, ki bi jih peljali, nimajo lastnega vozila, so morda težje gibalno sposobni in toliko oddaljeni od javnega prometa, da te poti ne zmorejo, pa seveda za vse tiste, ki so socialno šibkejši, govorimo o prejemnikih socialnih prejemkov, kjer jim bo Prostofer, jaz mislim, da z veseljem priskočil na pomoč in jih odpeljal. Glavno vlogo v projektu gotovo odigrajo prostovoljci, ljudje, ki so torej pripravljeni žrtvovati svoj čas, a tudi znanje. Kako to, da ste se odločili sodelovati v tem projektu kot prostovoljka? Ja, predsednik me poklical, pa sem malo študirala, če bi ali ne, ali sem se pač odločila, da bom šla pomagati starejšim, ker strašno cenim starejše. Res cenim starejše, ker vidim danes mladina ne toliko, kot starejši. Na vsakem primeru je potrebno veliko volje, energije, potem tudi potrpljenja najbrž. Tudi. Imam neko žilico za starejše, se mi zdi, da nekaj čutim do starejših, nekaj lepega, mislim, nekaj lepega. Računate s tem, da boste trebali tudi malo počakati kje in tako dalje? Ja, računam, sigurno, da se drugače ne bi odločila. No in recimo, kolikokrat na teden ste pripravljeni torej sodelovati, kako računate? Ja, kako bom imela čas, upam, da bom ustregla vsakemu pozivu, upam, da bom, edino, če kakšna bolezen ali kak zdravnik, takrat ne. Drugače pa verjamem, da bom pomagala, koliko bo le v mojih močeh. Čestitamo vam in seveda vam želimo uspešno vožnjo. Ja, najlepša hvala. Gospod Pigner, zakaj ste se pa vi odločili biti zraven kot prostovoljni šofer? Ta ponudba, ki je prišla strani občine na društvo upokojencev, smo iskali prostovoljce in
Danes pa je prostovoljstvo problematično, ker je zelo težko najti prostovoljce, ki bi pripravljeni bili, kot smo včasih bili navajeni, kaj takega narediti. In seveda našel sem 2 prostovoljki, ker pa tretjega pa je bilo malo težje najti, pa sem trenutno še sam vstopil v to stvar, ker upam, da bo to koristilo tudi, da lahko pomagamo tistim, ki so take pomoči potrebni, ko je ta program Prostofer tudi namenjen. Za prostovoljnega šoferja sta zanimanje izkazala tudi člana rokometnega kluba Ormož. Ja, seveda me zanima, zato sem tudi tukaj. Gre torej za prostovoljstvo, da bi torej v prostem času morda vozili starejše ljudi naokrog, v primeru, če potrebujejo zdravnika ali kaj takšnega. Ne, ste pripravljeni recimo to početi? Sem pripravljen, ja. V današnjem svetu vsak rabi pomoč, najbolj starejše osebe, tako da verjamem, da jim bo ta pomoč potrebna in upam, da bom tudi jaz v veliko pomoč. No. Vsak, ki je pripravljen pomagati, bo tako dobil priložnost nekomu od starejših olajšati življenje. V bistvu je zgodba s prostoferjem nastala na pobudo Zveze društev upokojencev Slovenije pri znanem projektu Starejši za starejše, v katerega je vključenih okrog 250 tisoč starejših in so prav potrebo po mobilnosti izrazili kot eno svojih največjih potreb. V nadaljevanju se odpravljamo v občino Središče ob Dravi, natančneje na Bregačo. Gre za lokacijo, ki jo je občina s partnerji in s pomočjo sredstev pridobljenih preko Lasa uredila v prijetno sprehajalno točko. Uredili so cesto, razsvetljavo, zasadili drevje, cvetje in postavili čebeljnjak. Med mnogimi projekti, ki se jih loteva občina Središče ob Dravi, je od lanske pomladi bil v izvajanju še eden, ki ga izvajajo skupaj s občino Sveti Tomaž in predstavlja veliko pridobitev za središke čebelarje, šolarje in za vse Središčane nasploh. Ja, torej to, kar vidimo za sabo, je del projekta Čebele in ptice, ki smo ga skupaj s partnerji, to pa smo bile občine Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Osnovna šola Središče ob Dravi in Čebelarsko društvo Središče ob Dravi, lansko in pa letošnje leto izvajali. Torej smo na področju središča, ki rečemo Bregača, in tukaj je občina pridobila eno zemljišče, ki se je očistilo. V ozadju vidimo, da smo izgradili en učni čebeljnjak, ki ga upravlja Čebelarsko društvo, potem partner tudi osnovna šola, pohodne potke, plac vzdržujemo in pa javna razsvetljava, ki je vse od tukaj pa skozi Bercetovo ulico. Malo še manjka za dograditev kakšna klop za naše sprehajalce in ena potka, da jo dokončamo. Gre pa za en taki lepi kompleks, kot vidite, ki ga redno vzdržujemo in ki je tudi zasajen z drevjem, z medovitimi rastlinami. Čebelarji so zadovoljni z letošnjo bero medu, ki bo tudi v kratkem v manjših steklenicah za promocijo občine. Tako da ja, en taki, bi rekli, projekt povezan z naravo, potem po teh drevesih okrog je DOPS dal, mislim, da enih 20 ptičjih gnezdelnic. Zanimiv in pa lep projekt in pa tudi tako lepo območje, ki spada v naravo. In koliko je bil vreden projekt? Projekt je bil vreden nekaj manj kot 50 tisoč evrov, seveda to je z bruto. Mi smo tukaj prejeli nekje 35 tisoč evrov, vsi partnerji nepovratnih sredstev, tako da smo ostalo dodali in seveda letos ta projekt tudi dokončali. Kot je znano, Središčani radi stopijo skupaj, ko je treba karkoli postoriti za domači kraj. Tako so velik del urejanja nove oaze uredili s udarniškim delom, z določenim namenom seveda. Torej že samo ime projekta, torej Čebele in ptice, nam pove, da gre predvsem za rečemo temu, spodbujanje čebelarstva, čebel,
ptic in tako naprej, in seveda, ker je to v nekem naravnem okolju, je ob tem, da pridobivamo med, da imamo gnezdilnice za ptice, obenem je to eno tako območje ali pa park, kjer se nazadnje domači in pa drugi sprehajalci lahko tudi oddahnejo, se malo sprehodijo, sredi narave torej. Ne gre za to, da prebivalci Središča ob Dravi ne bi imeli dovolj stika z naravo, ampak za to, da radi poskrbijo za urejeno okolico in se razveselijo vsakega na novo urejenega kotička na območju domače občine. So pa v Središču ob Dravi ponosni še na eno pridobitev, in sicer na obnovljeno teniško igrišče. S tem je tudi tamkajšnji športni park Stras deležen novega, lepšega izgleda. Središki športni park Stras, ki se razteza na dobri polovici hektarja občinskih površin, postaja vse bolj priljubljeno shajališče športa željnih domačinov. Poleg novega koloparka ponuja površino za manjše nogometno igrišče, igrala za najmlajše, stezo za balinanje in od nedolgo še moderno obnovljeno teniško igrišče. Torej, nahajamo se v delu središča, ki ga imenujemo Stras. Tukaj ima sedež tudi rekreacijsko društvo Stras. Tenis igrišče, ki ga vidimo za sabo, je tukaj že obstajalo v izvedbi tenisita, vendar je bilo v slabem stanju, tako da smo se odločili, glede na to, da je veliko interesa za igranje tenisa, da to igrišče obnovimo. Kot vidite, torej je sedaj igrišče v celoti prenovljeno, ima umetno travo, ki omogoča seveda igranje tako, rečemo, v zimskem, pa tudi v letnem času, če so ugodni vremenski pogoji. Kar se tiče samega igrišča, tukaj smo uspeli pridobiti malo manj kot pol sredstev iz Fundacije za šport. Imeli pred slabimi 14 dnevi eno uradno otvoritev, prvi turnir, sedaj spostavljamo sistem prijave za igralce, ki hodijo sem. Obnovljena je tudi ograja, stebre, zadaj vidite, da smo dodali v ta športni park tudi nekaj igral za otroke. Ker ti gre za en takšni miren del središča, kjer se sprehajalci, otroci radi pridajo, nazadnje tudi sedaj tisti, ki igrajo tenis. Tako da seveda gre za pomembno prireditev. Tukaj na naši levi strani pa smo lani s pomočjo Ministrstva za šolstvo izgradili pump truck, ki ga uporabljajo ti, ki vozijo, predvsem otroci hodijo, tudi starejše, torej ta kolesa, kot rolke, kot talke. In seveda tudi tukaj je bilo, kar sem se sam prepričal, večkrat po večerih, sedaj polete, pa še zdaj, kar živ žal, predvsem otrok, ki koristijo ta pump truck. Če ste kaj sledili, v zadnjih 2 letih se je v Sloveniji pojavilo ogromno pump truckov v veliko občinah, ki jih je ministrstvo tudi pomagalo sofinancirati, in seveda v celoti tukaj vidimo, gre za ene res pa sedaj rekreacijski center, ki ga uporabljajo tako tenisači, otroci na igralih, zdaj vidite tudi manjšo nogometno igrišče, tako da seveda je tukaj, bom rekel, na veliko veselje, kar veliko obiskovalcev, predvsem v pomladnih in poletnih večerih. V skrbi poskrbeti za rekreacijo občanov občina ne varčuje, sploh pa sproti sledi državnim in drugim razpisom za ta namen. Tako so pump truck oziroma kolopark, kot rečemo po slovensko, zgradili sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Finančno pomoč za obnovo teniškega igrišča pa so si pridobili drugače. Torej, sama prenova teniškega igrišča je stala okrog 25 000 evrov, kajti morali smo vseeno prenoviti podlago, potem umetna trava, pletena žica in pa obnova stebrov, tako da 8 000 pa nekaj smo dobili od fundacije, ostalo je dodala občina. To pomeni, da se kar prijavljate na takšne in podobne projekte oziroma razpise strani države, ne? Vam dobro uspeva glede na rezultate, ki so vidni? Je vsekakor, gledajte, vsak denar, ki ga pridobiš, del nepovratnega ali v manjši ali večji vsoti, je pomemben, kajti potem lahko zmoreš več projektov, kajti vemo, z investicijskim denarjem smo vsekakor vse občine omejene,
po tistem, ko poplačamo tiste naše zakonske obveznosti, tako da vsekakor treba slediti razpise, se prijavljati, nisi vse posod uspešen, marsikje pa si, če si vztrajen. No, kot pravite, imeli ste že otvoritveni teniški turnir, se še obetajo kakšni podobni turnirji? No, mi smo trenutno objavljamo, da je igrišče odprto za vse. Seveda tako, da vabim tudi tenisače iz Ormoža in okrog, da sprobajo to podlago. Sam sem bolj rekreativni, tisti, ki pa malo več igrajo, pa pravijo, da je podlaga odlična. Umetna trava, ki je utrjena z peskom, torej s kremenčevim peskom, tako da seveda vabim vse tenisače, da probajo, naj se preko internetne strani prijavijo. Bomo pa s časoma tudi že spostavljamo sistem, pač da bo nekaj trebali dati nekaj nadomestilo, kot vse posod v teh na teniških igriščih, da bo potem vsaj za vzdrževanje, pa za kakšno elektriko. Torej ima tudi tenis igrišče že odprej reflektorje, tako da je možno igrati tudi zvečer. In kdo je skrbnik tega igrišča? Trenutno je skrbnik občina. Seveda dogovarjamo se, da bo ali bo skrbnik rekreacijsko društvo ali TVD Partizan, kajti vsekakor skrbnika treba imeti. Načrtujemo pa, da bi torej prijava za igranje in vse skupaj bilo možno preko ene elektronske aplikacije, to pa se trenutno je še v izdelavi. Trenutno je igranje na obnovljenem teniškem igrišču brezplačno. Vstop je edino možen s teniškimi copati. Rezervacija igrišča je možna po 90 minut, največ za 14 dni vnaprej. Svoj termin pa si je možno rezervirati v delovnem času občine Središče ob Dravi ali na Facebook profilu Tenis na Strasu. Sedaj pa v Gradišče pri Svetem Tomažu. Verjetno se še spomnite prispevka o 13-mesečni bolni Miji, ki sta jo svetu predstavila Krajevni odbor Rdečega križa Sveti Tomaž in območno združenje Rdečega križa Ormož. Še ga bomo ponovili in še potrkali na vrata ljudske dobrodelnosti. Družina Plenšek iz Gradišča 8 v občini Sveti Tomaž na prvi pogled daje vtis popolne mlade družine. Mamica, ati in 2 živahni deklici, ki kipita od razigranosti in posebnega veselja, ko se v popoldanskih urah, ko se vrne iz službe, z njima poigra tudi ati. A se za zidovi skrbno urejene hiške družine Plenšek skriva žalostna zgodba 13-mesečne Mije, ki trpi za težko in zelo redko boleznijo. Mija je v družini drugi otrok. Da pa s otrokom naj ne bi bilo nekaj v redu, je pokazala že plodovna morfologija. Zato je mamica bila na porod napotena na klinični center v Ljubljano. Imela sem predviden carski rez, zaradi tega, ker je imela 4,8 kg. Imela smo zraven 12 zdravnikov, ker so si naredili slike, ker niso še imeli takega primera v Sloveniji. V bolnici smo bili mesec dni pa 12 dni. Zaradi tega, ker so delali preiskave, kaj bi lahko pomagalo. Imeli smo predvideno zdravljenje v Avstriji, v Celovcu, ampak so tam rekli, da takega primera še niso videli, da moramo iti v Bruselj. Kakšna je pravzaprav diagnoza? Bunkica, leva stran je limfangion, rokica, dlan, prstek je hemangion. Kako si lahko predstavljamo to? Za kakšno težavo torej gre? Naše zdravstvo še ne ve, zakaj je sploh prišlo do tega, niti kako se bi zdravilo. Ne vejo sploh, do česa je to prišlo. Mama Jasmina pove, da so na začetku dobili 7 različnih zdravniških mnenj, za kakšno težavo gre. Dokler zdravniki niso prišli do prave diagnoze in svetovali, da mi lahko pomagajo le na določeni kliniki v Bruslju. Pregled smo imeli v Bruslu marca
Tam so povedali, da je zdravljenje samo z skleroterapijo, da operacije ne pride v poštev, zaradi tega, ker je leva stran srček in da ne upajo narediti operacije, da samo skleroterapija, zdravila, ki jih jemlje, pa antibiotike. Kaj to pomeni skleroterapija? To je, ki ti z injekcijami večkrat jih bodejo, tudi po 8-krat v bunkico in se vname bunkica, to je streptokok bakterija in ji s tem voda gre ven iz telesa. Kako se vam zdi, imate občutek, se je popravila situacija sedaj v teh mesecih s temi zdravili, še jemlje kakšna druga zdravila? Zelo se je popravilo, na polovico je šla bunkica že not. Jemlje zdravila, ki jih mora vsak dan ob isti uri jemati. Tudi zdravila jemlje za, kaj se je ne vname mehur, to jemlje 2-krat na teden. No, povedali ste tudi, da ima zelo občutljiv imunski sistem oziroma jo treba kar paziti, ne? Ja, s temi zdravili je imunski sistem pada oziroma ona imunskega sistema nima, ker se ji je zrušil. Zaradi tega, ker se bojijo, ker če bi ona dobila imunski sistem dober, da bi bunkica naraščala. In ji ne upajo dati kaj za imunski sistem. Zaradi tega ne sme iti vrtec, ne ta večja in ne ona. Kako pa vam sicer minevajo dnevi? Z 2 otrokoma je seveda kar dela, ne, ampak ste mlada ženska, verjetno bi si želeli še kaj, kakšno pomoč? Ja, seveda, ampak od jutra do večera smo z otroci skupaj. Kako pa vsi drugi stroški, recimo še ima kakšne posebne potrebe, recimo otrok? Ja, mora imeti posebne obliže, ki se ji dajo pod pazduho, zaradi tega, da se ji ne vname, ker ne sme imeti mokro. Ima zdravilo, ki je potrebno plačati ga. 320 € je eno zdravilo. Ima posebne bodije, zaradi tega, ker ima preveč široko rokico, bunkico in ne gre, nobena jopca, nič ji ne gre in moramo vse po naročilu dati delati. No, zdravilo, ki ste rekli, da stane 320 €, to je, kakšna je to doza, kako dolgo to drži? En sirup drži mesec dni. Po mesec dnevi ga moramo stran vreči, ker več ni v redu. Doza pa je 0,03, to je čist miniaturno. Imela pa je samo eno kapljico, zdaj smo že prišli na malo več. In to zdravilo je treba plačati? Ja, potrebno je vse plačati. Kako pa torej finančno zmorete vse skupaj? Jaz ne delam, ker ne morem delati, ker moramo biti doma, ker ne smeta iti v vrtec. Partner pa dela od večera oziroma od jutra do večera. Ati, kako pa vse to zmorete finančno? Ja, trudimo se, nekaterim stvarem se pač odrekamo. Pomagajo prijatelji, sorodniki, tako da nekako gre, ne? Ja, ker gre za enormne zneske, ne? Recimo zdravilo, ki ga torej uporablja en mesec, stane koliko? 320 €. No, in to plačate sami. Tako je. No, kaj pa vse potni stroški, vsakih 14 dni, torej greste na pregled, ne v Ljubljano? Ja, tako je. Pač mesečni budžet si porazdelimo, v bistvu prilagodimo, ga mije. Se pravi, da pač čez teden pa tisto, kaj ne rabimo, ne porabimo, pa pač damo na stran za tebe, ne? Ja, dobro, vredi, Ate. Viš, kako je lepo povedal. A prihaja čas, ko bodo vsa odrekanja, varčevanja ter neomajna ljubezen do bolnega otroka premalo.
in ko bo družina enostavno potrebovala pomoč. Zdaj oktobra imamo magnetno in po teh izvidih do nam povedali datum v Bruslu, da gremo na skleroterapijo. V Bruslu pa bomo minimalno 7 dni. Od 7 dni navzgor, zaradi tega, ker to je en dan delajo in potem mora biti na pomirjevalih, ker to zelo boli. To pomeni, da vsi stroški so torej vaši, od prevozov do honorarja, ki ga treba plačati v bolnici. Za kakšen znesek gre v bistvu? 900 evrov nas pride karta. 700 oziroma 800 evrov prenočišče, to je brez hrane, brez tega, to je samo prenočišče. Honorar pa je na dan 320 evrov. In kaj si potem obetate od te terapije v Bruslju? Oziroma še pred tem, kako ste prišli do Bruslja? V Ljubljani so nam povedali, da edina zdravnica, ki se ukvarja s temi boleznimi, ker je to zelo redka bolezen, v Sloveniji jih je zelo malo, je samo v Bruslu. Ona ima nikjer drugje, bližje ni, ampak Bruselj je edina opcija, ki je najbližje nam. Verjeti je, da bomo radi pomagali. Ko gre za zdravje otroka, smo ljudje še vedno pomagali z vsem srcem. V akcijo zbiranja pomoči sta se aktivno vključila tudi krajevni odbor Rdečega križa Sveti Tomaž in območno združenje Rdečega križa Ormož. Ja, na odboru smo se že pogovarjali glede pomoči družini Plenšek, glede zdravljenja male Mije. Vsi smo enotni, da pač najlepše je, če je otrok zdrav in eni imamo pač srečo, da imamo zdrave otroke. Pri Plenšekovih pač trenutno Mija boleha in je potrebno zdravljenje, tako da vsem, ki so nas prosili za pomoč, tudi tistim, ki nas niso prosili za pomoč, smo jim po svojih močeh pomagali in tudi tu bo tako s skupnimi močmi, z območnim združenjem Rdečega križa Ormož bomo pač poskušali najti rešitev, da rešimo situacijo. Ja, seveda območno združenje bo seveda nudilo vso podporo in pomoč. V prvi vrsti seveda zato, ker to je naše poslanstvo pomagati na tak human način. Tako da najprej seveda, ko se je krajevna organizacija Sveti Tomaž obrnila na območno združenje, smo seveda v območnem odboru se s tem seveda strinjali, s predlogom, s prošnjo, tako da v vsakem primeru bomo nudili vso podporo, ker vsa zadeva bo tekla preko območnega združenja, se pravi preko transakcijskega računa, poseben sklic, poseben namen za Mijo, ne. Tako da na območnem združenju seveda bomo pomagali z veseljem. Kot že rečeno, je to naše poslanstvo. Kot smo danes že slišali, ne, vsi smo lahko jutri na tem mestu in potrebno je pomagati v takih situacijah. Čeprav je žalostno, da bom rekla našem zdravstvu tako, da za to vrstne zadeve ni denarja, za marsikaj druga pa je, da moramo dejansko se truditi in iskati alternative, kot je na primer ta, ampak kot se je že večkrat izkazalo, ker smo že na našem območju imeli podobne akcije, ljudje še vedno radi darujejo, ljudje še vedno radi pomagajo, ker vseeno je to pač prostovoljstvo, kdor želi, nikogar se ne sili. Tako da mi bomo res krajevni organizaciji in pa seveda družini nudili vso pomoč, vso podporo. In pa seveda že v tem trenutku pozivam vse, da pač pomagajo, kolikor je v njihovi moči in pa že vnaprej najlepša hvala. Kot ste verjetno opazili, so terapije, ki jih Miji izvajajo v Bruslju, uspešne. Bunkica, kot tvorbo ljubkovalno imenuje mamica Jasmina, je v 6 mesecih dejansko že precej usahnila. Pomagajmo Miji in njeni družini, da jim ravno pomanjkanje denarja ne vzame možnosti, da bo deklica enkrat zdrava in da bosta obe starejšo sestrico lahko šli v vrtec in potem normalno v šolo. Enkrat potem pa malo Mijo čaka še operacija zaraščenih prstkov na levi roki. Kako ste lepi.
V spomin na 1. oktober 1905, ko so v Ljubljani ustanovili Slovensko sokolsko zvezo, so v soboto po slovenskih sokolskih društvih potekale različne športne dejavnosti. Sokolsko društvo Ormož je skupaj s Sokolsko zvezo Slovenije in s športnima zvezama Ormož in Gorišnica pripravilo kolesarjenje po slovenskih goricah. Štart kolesarjenja, ki so ga v spomin na 1. oktober 1905, ko je v Ljubljani bilo ustanovljeno Sokolsko društvo, je bil v Moškanjcih. Pripravili so ga v spomin na ta pomemben datum in na več kot 100-letno tradicijo sokolskih društev po Sloveniji. Prva postojanka kolesarjev je bila v Ormožu, kjer so jih na Kerenčičevem trgu dočakali ormoški kolesarji. Načrtovana trasa je bila namreč precej daljša. Ja, trasa bo nekje, predvideno je bilo okrog 70 km, vendar glede malo zamujamo, bomo jo skrajšali, ampak ne več za kakšnih 10 km bomo se izognili, se bomo tam Logarovec in Kokoriči, pa bomo šli kar direktno čez mimo Mali Moravec in Grabšinski breg, pa Juršinci Gabernik in proti Ribniku v Moškenci, dočem bo ta rekreativna skupina, ki grejo z navadnimi kolesi oziroma nekaj tudi z e-kolesi pa proti Tomažu, Polenšak in nato proti Ribniku v Moškencu. To pomeni, da v Moškanjcih bo tudi zaključek, napravili boste pravzaprav en krog. Ja, to bo ena zaključena celota, se pravi, bomo naredili eno klobaso. Eni bojo zaključili, zašpilili v Moškanjci, mi v Ormožu, ko se vrnemo, načeloma pa je v Moškanjci zaključek, kjer se bomo malo okrepčali in nekaj popili in pot nadaljevali proti Ormožu. Kolesarjenje je torej ena izmed panog Sokolske zveze Ormož in Slovenije. Torej. Ja, ker Sokoli tudi ormoški, ko so 1912 ustanovili Sokolsko društvo Ormož, so bili v kolesarjenju zelo močni. In ne samo to, igrali so tudi tenis, plavali so, ker so vsi športi v tistem času bili pač pod okriljem Sokola Ormož, potem so se pa razvili mnogo številna društva, ki zdaj delujejo v Ormožu. Danes smo se pa obeležujemo Sokolski dan vseslovenski in smo se dogovorili, da naredimo eno simpatično kolesarjenje po Slovenskih goricah oziroma po Prlekiji. In še včeraj noben ni verjel, da bomo imeli tu delno sonce in je kar enih 50 ljudi še panično po noči odpovedalo, ampak tisti najbolj pogumni smo se zbrali in smo v pomoči Športne zveze Ormož, Športne zveze Gorišnica, Sokolskega društva Ormož zbrali kar precejšnjo število ljudi in smo zdaj naredili del iz Gorišnice do sem, zdaj gremo pa naprej. Kako aktivna pa je sicer Sokolska zveza Slovenije, recimo, kaj še počnete, recimo, s čim se še ukvarjate? Sokolska zveza Slovenije je ena od nacionalnih zvez za področje športa za vse, zraven Športne unije, Fitnes zveze Slovenije in je tu druga, tretja najmočnejša v Sloveniji. Ima več kot 50 klubov društev po celi Sloveniji z več kot 30.000 udeleženci v različnih projektih, ki se navezujejo in na šport, in na gimnastiko, in na kulturne prireditve. Sokoli so bili tudi veliki domoljubi in so zagovarjali slovenski jezik, slovensko besedo. In v današnjem času se mi zdi to zelo potrebno, ker se vidite, ta svet je znorel. Želeli bi nas imeti Američani, Rusi, Kitajci. Zadeva je pa tu zelo enostavna. Slovenci moramo biti gospodarji na svoji zemlji, to pa bomo samo tako, če bomo govorili slovenski jezik in bomo ekonomsko dosti močni, da preživimo vse te turbulence, ki nas trenutno zadevajo. In tukaj je dejstvo, da slovenski šport bazira na sokolskem gibanju iz leta 1863 in naši predniki so bili tu res, bi rekel, pravi trdni možje in trde ženske in so potem to slovensko samobitnost tudi ohranili preko tega izročila in to se mi zdi, da treba to zelo spoštovati.
Med možnostmi rekreativnega športa je kolesarjenje še vedno zelo priljubljeno. Tako na Ormoški športni zvezi resno razmišljajo o bolj organiziranem kolesarstvu v obliki kluba. Mislim, da je kolesarjenje eni bolj razširjene rekreacije, se pravi, je kar ogromno te kolesarjev ali te, recimo, zdaj se masovno pojavljajo ta e-kolesa, pol imamo veliko te s specialkami, pa tudi te kolesarjev, ki na kolesarjev z temi trekking kolesi. Mislim, da bi bil čas počasi, da v Ormožu ustanovimo neki kolesarski klub, da se malo združimo in nekako skupaj lažje organiziramo kakšno prireditev, kar tudi imamo nekako že počasi v planu in verjamem, da bomo uspeli naslednjo leto vsaj eno ali pa dve prireditvi pripraviti za kolesarjenje in upam, da bo uspelo. To je že, danes je že en začetek, pa gremo naprej. Po Postojanki v Ormožu so kolesarji znova zakolesarili po predvideni trasi. Razen domačih kolesarjev jih je nekaj bilo tudi iz drugih krajev Slovenije, ki so tako rekreacijo združili s poznavanjem vedno zanimivih slovenskih goric. Po uspešnem gostovanju v Podlehniku so ormoški nogometaši v športnem parku Mestna Graba minulo nedeljo gostili ekipo nogometašev Skorbe, ki se v ligi prvi razred MNZ Ptuj nahaja trenutno na 3. mestu. Ormožani ostajajo na 1. V nedeljo točno ob 16. uri sta ob odlični spodbudi s tribune na igrišče stopili nogometni moštvi nogometnega kluba Skorba, ki so jo sestavljali. Vratar Alen Toplak, Gregor Sluga, Nik Pavalec, Dejan Horvat, Tomaž Toplak, Nejc Ogrinc kapetan, Darjo Ivančič, Matej Murat, Daniel Novak, Aleš Gril, Matjaž Ogrinc, na rezervni klopi pa so svojo priložnost čakali Blaž Vogrinc, Marko Antolič, Peter Vogrinc in trener Uroš Krajnc. Ormoško ekipo so sestavljali vratar Tilen Kokot, Dejan Kociper, Teo Prapotnik kapetan, Kevin Caf, Aljaš Miklašič, Nejc Podplatnik, Blaž Borko, Timotej Vočanec, Aljaš Lah, Luka Kirič in Nik Prapotnik. Na klopi pa so na svojo priložnost čakali Aleks Perger, Teo Prapotnik II, Miha Prijol, Jan Vočanec, Aleš Štrucl, Rok Lah in Žan Šuen. Trener Marko Velečič. Sodniki so bili glavni sodnik Janko Golob, prvi pomočnik Aleš Rumeš, drugi pomočnik Bojan Kirič in delegat tekme Danilo Levačič. Ormoški nogometaši so tudi z nedeljsko tekmo proti Skorbi nadaljevali serijo zmag v jesenskem delu. Ormožani so v tekmo stopili z jasnim namenom zmagati. Tako so si že v uvodnih minutah priigrali nekaj lepih priložnosti. Nasprotna ekipa ni ustvarila nobene priložnosti, seveda so imeli tudi željo po zmagi, glede na to, da so ormoško ekipo celotno sezono zasledovali, saj so bili na 2. mestu. Tekma je sodila namreč v derbi kroga in se je šlo, kdo bo obdržal vodilno mesto na lestvici po 6. krogu.
Po podaji kapetana Teja Prapotnika na središču igrišča do Luka Kiriča, ki je žogo prepustil Niku Prapotniku, ki pa je v 34 minuti s sijajnim volejem s 25 metrov povedel Ormožane v vodstvo. Ena proti nič, strelec zadetka je igralec številko 15, Prapotnik Nik. Po prvem golu se je za domačo ekipo zvrstilo še nekaj obetavnih priložnosti, vendar neuspešnih, tako da se do zaključka prvega polčasa rezultat ni spremenil. Glede na pomembnost tekme se je na tribunah zbrala množica navijačev. Prevladovali so domačini, ki si ob obisku nogometnih tekem, od takrat, ko ima nogometni klub Ormož novo vodstvo, lahko v pavzah privoščijo tudi kaj za podzob. V drugem polčasu se je obetavna igra nadaljevala. Za morebitno zvišanje rezultata za domačine, vendar je sledilo tudi veliko nerealiziranih priložnosti. V drugem delu pa tudi igrišče zaradi nezmožnosti sanirati ga po padavinah ni več puščalo tako kombinatorne igre. Vseeno pa so se tudi zvrstile priložnosti domače ekipe, katere pa, kot v prvem času, niso obrodile sadov. Dvojna menjava pri domačih igro zapuščata igralca številko 24, Zvočanec Timotej, ter igralec številka 11, Lah Aljaž. V igro pa vstopata igralca 69, Zvočanec Jan, ter 30, Štrucl Aleš. Ne smemo pa biti pristranski, tudi gostje so imeli neke priložnosti in tudi prostih strelov.
vendar jim ni uspelo premagati domačega vratarja. Sledila je akcija. Od domačega golmana Tilena Kokota do kapetana Tija Prapotnika, ki je idealno po desnem boku žogo podal Dejanu Kocipru. Ta je podajo podaljšal do Jana Vočanca. Ta pa je videl prostega Nika Prapotnika, ki pa je s prefinjenim strelom v 77. minuti zadel desni kot nasprotnikovega gola in spet požel ovacije na tribunah. Po doseženem drugem golu se je trener domače ekipe v 78. minuti odločil, da naredi menjavo in privošči dvojnemu strelcu Niku Prapotniku, da mu publika zaploska. V nadaljevanju ga je zamenjal Žan Šujen. V domačih vrstah so sledile sicer še druge menjave. V igro so še vstopili Rok Lah, Aleš Štrucl in Jan Vočanec. V 80. minuti je bil potem prosti strel za Ormožane na razdalji 20 metrov od gola nasprotnika. Glavni sodnik Janko Golob je sicer odmeril razdaljo za postavitev živega zidu nasprotujočih igralcev. Ni pa odredil razdalje domačega igralca od živega zidu nasprotnikov. V nadaljevanju je dovolil izvedbo prostega strela, sledil je evrogol Blaža Borka, ampak po doseženem golu je sodnik takoj dvignil roko in razveljavil zadetek. Ni pa šlo za ofsajd, pač pa po presoji sodnika za nevarno igro domačega igralca. Presodite sami, če je po pravilih sodnik dolžan narediti razdaljo nasprotnemu igralcu ali ne. Seveda je bilo burno negodovanje tudi med domačimi igralci in med publiko. Omeniti velja, da je v prvem in drugem polčasu glavni sodnik Janko Golob dodelil 7 rumenih kartonov. Od tega 4 domačim igralcem, enega domači uradni osebi ter 2 gostujočima igralcema. Moramo omeniti, da je neke priložnosti bilo tudi za gostujoče, vendar jim ormoška ekipa brez problema ni dala možnosti. Do konca tekme potem ne ena ne druga ekipa nista ustvarili pomembnih priložnosti in tekma se je zaključila z 2-0 za domačine. Na veliko veselje samih igralcev in številčne publike. Po končanem 6. krogu je Ormož zadržal prvo mesto s 18 točkami. Sledijo Pragersko s 13, Skorba z 12, Makolebar Miha z 10 točkami, Tržec s 1 tekmo manj s 5 točkami, Nogometni klub Podlehnik prav tako s 5 točkami, Rogoznica s 1 tekmo manj pa s 3 točkami. Na zadnjem mestu so Hajdoše z 0 točkami. Naslednja tekma bo 8.10. ob 15. uri v Tržcu, ko se bodo Ormožani pomerili s tamkajšnjo ekipo. Šest tekem, 6 zmag za ormoške nogometaše. Ja, 6. vrsto dnes težka tekma, to je izravni konkurent nabijo in od samega začetka se je videlo, da bo to težka tekma. Sicer smo dominirali, ampak naneslo je tako, je prvi polcajt bilo le 1-0, je bilo napeto, drugi polcajt smo se zmenili, ka še više stisnemo, ka še više probamo odigrati in ratalo je, no. Strelec 2 zadetkov danes na telem derbiju vodilnih ekip MNZ Ptuj, člani prvi razred. Nik, kako bi vi ocenili današnje srečanje?
Srečanje je bilo zelo težko, saj smo pač igrali z tistim, ki so na drugem mestu. Imeli smo veliko šans, morali bi zmagati tekmo z več goli, ampak nismo izkoristili te šans, saj pač morali bi zmagati za še 5 golov minimalno. Ampak vse, kar šteje, so nove točke na računu in niz nepremaganosti, ki traja sedaj že 6 krogov. Ja, pač glavno, da smo zmagali, imamo 6 pik prednosti, lažje gremo naprej, lažje dihamo. Tako naprej samo zmagame, super ligo. Ne nazadnje je tudi lep obisk na tribuni, igrišče pa malce razmočeno, ali ne? Igrišče je bilo razmočeno, ampak to nas ne ustavi, pač žoga je edino hitrejša, strela je lažja, pač za golmana malo težje, drugače pa na tribune so bile zelo polne, lep obisk gledalcev, pa lepo. Napovej vas samo še naslednjo srečanje, čaka vas na naslednjem krogu Tržec gostovanje? Ja, Tržec je tudi pač težji nasprotnik, ampak mislim, da moramo zmagati. Toliko za danes. Teden se hitro obrne, tako da se kmalu spet vidimo. Veliko zanimivega vam imamo povedati, kajti dogaja se. Za danes se vam zahvaljujemo za pozornost in vam želimo prijetne jesenske dni. Veliko mošta, kostanjev, gob ter dobre volje seveda. Srečno!